2 leti minevata od takrat, ko ste zdravniki iz goriške regije dobili nedvoumno podporo stanovskih kolegov z vseh koncev Slovenije. V prizadevanjih po obvarovanju zdravja prebivalstva Srednje Soške doline, v preteklosti prizadetega zaradi uničujočih učinkov azbesta, v zadnjem obdobju pa zaradi sežiga in sosežiga odpadkov, ki jih v Slovenijo dovažajo tudi iz tujine. Iz tovarniških dimnikov pa se kljub temu še vedno kadi. Kako se na to odzivate kot zdravnica? Kako to sprejemate kot nekdo, ki se je bil pripravljen javno izpostaviti v skrbi za zdravje prebivalstva v bližini Anhovega? Kako to razumete kot posameznica, ki je na račun osebne izpostavitve postala osebnost Primorske? Vsakodnevno se v naši ambulanti v Desklah srečujem z ljudmi, ki so zboleli zaradi vpliva okolja na njihovo zdravje. Bolezni so hude, izgube so velike in zdravljenje teh bolnikov je včasih zelo naporno. Optimistična sem, ker se je v okviru Zdravniške zbornice Slovenije oblikovala delovna skupina zdravnikov, ki se ukvarja z vplivi okolja na njihovo zdravje, skuša opozarjati javnost in spreminjati odnos posameznikov in pa odločevalcev do te problematike. Včasih je to delo naporno, podatki so mnogokrat težko dostopni in odločevalci včasih ne razumejo, da zdravnikova naloga je skrb za zdravje ljudi in da poskušamo zmanjšati negativen vpliv na njihovo zdravje in življenje. Zato v teh 2 letih se, kar se okolja in zdravja tiče, ni v bistvu nič spremenilo, zaradi česa smo tudi razočarani in smo pričakovali več. Kakšna pa je danes v povprečju zdravstvena slika vaših pacientov, za katere skrbite v ambulanti splošne medicine v Desklah, v nekdanji obratni ambulanti Salonita Anhovo? Kako se ta slika razlikuje denimo od slovenskega povprečja? Kateri so glavni momenti, zaradi katerih bi, tako kot pravite, odločevalci morali ukrepati, se zganiti že zdavnaj, zgodi pa se nič? Kljub apelu slovenskega zdravništva, kljub številnim pozivom in klicem na pomoč tukajšnjega prebivalstva? Zdravstvena slika našega prebivalstva je slaba. V moji ambulanti vodim register rakavih bolezni in moram povedati, da po zdravniškem pozivu je bilo pri 44 pacientih odkrit rak, ki ogroža njihovo življenje. Težko bi govorila o povprečjih v Sloveniji. Vemo, da tukaj izstopa predvsem mezoteliom plevre in pa trebušne mrene in pa tudi pljučni rak. Zato se na te statistične številke ne želim spuščati in tudi moje delo je tako, da gledam človeka kot posameznika, ne pa statistiko. Prepričana pa sem, da odstopa v negativnem smislu. Vsekakor je bolezenska slika tu nekako v bližini prelepe Soče in Posočja nedopustna. Vse preveč je rakavih bolenj in drugih težkih bolezni. Ja, glede na to, da so teli prebivalci v glavnem vsi nekako okuženi z azbestom in na to tudi deležni izpustov iz sosežigalnice, menim, da bi bila lahko država do njih milostna in jim omogočila živeti v relativno čistem okolju. Kdaj bomo po vaši oceni v Sloveniji doživeli, da bo tudi pri okoljskih odločitvah prednostni moment postala resnična, dejanska skrb za zdravje ljudi? V januarju 2020 je odločevalce k nujnemu ukrepanju pozvala skupščina Zdravniške zbornice. Pod apel se je podpisalo 593 zdravnikov
Omenili ste že, da je v sklopu zbornice lani začel delovati tudi posebna delovna skupina. In vendar se zdi, da kapitalski interesi gredo svojo pot, ne glede na to vrstna prizadevanja, kljub še vedno velikemu, zelo nedopustnemu davku, ki ga je Slovenija v preteklosti plačala na račun neodgovornega ravnanja z nevarnimi polutanti. In seveda o tem žal ne moremo govoriti samo v pretekliku, kajti to se dogaja tudi danes. Ja, na to vprašanje, kdaj bomo dočakali pozitivne spremembe na zdravje in okolje, vam težko odgovorim. Mislim pa, da se tudi med zdravniki širi ta zavest in prepričanje, da je potrebno delovati tudi na tem področju, ljudi informirati, glede tega osvestiti in dati tudi konkretne napotke, kaj se da spremeniti. Mislim, da se je tudi z zdajšnjim referendumom pokazalo, da če se hoče in če se pozna poti, da se lahko stvari spremenijo. Govorim o referendumu glede pitne vode v naših krajih, da bojo dobili ljudje vodo, za katero bojo vedeli, da je neoporečna in zdravju ni škodljiva. Tako. V zadnjem obdobju je po vaši oceni sploh prišlo do kakršnega koli napredka v smislu varovanja zdravja prebivalstva? Dobro, pri skrbi za pitno vodo, tu se je zgodil premik, pa tudi ali predvsem po zaslugi civilne družbe. Ampak vendarle me zanima, kaj se trenutno dogaja, na kaj posebej opozarjate, kaj si želite, da bi se zgodilo v tem trenutku, če se še ni do zdaj? Želimo si, da bi se uresničila oba poziva slovenskih zdravnikov in zdravniške zbornice, da bi v tistih okoljih, ki so že tako ogrožene zaradi pretekle onesnaženosti z nezdravimi snovmi, da bi se prebivalcev prihranilo in da se ne bi še dodatno onesnaževalo. In druga točka poziva bi bila pa ta, da se normativi za izpuste iz sosežigalnice izenači s tistimi iz sežigalnic. Tako bi bili teli ljudje manj izpostavljeni nevarnim snovem v vodi, zraku in v zemlji. Pa okoljska stroka, pri tem konkretno mislim predvsem seveda Ministrstvo za okolje, prisluhne zdravstvenim strokovnjakom glede tovrstnih opozoril? V praksi nisem še zasledila, da bi bili kakšni učinki tudi pri delovanju medresorske skupine, ki naj bi preučila pogoje za izenačitev. Mislim, da se še ni nič konkretnega naredilo. V vaši ambulanti ima zelo veliko pacientov priznano poklicno bolezen zaradi azbesta. Za mezoteliomom zbolevajo tudi mnogi, ki nikoli niso bili zaposleni v Salonitu. Veliko je težav, veliko stvari, ogromno podatkov, toda tovarna še vedno posredno in posredno kroji življenjske usode tukajšnjega prebivalstva. Kaj za vas kot zdravnico pomeni iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto spremljati osebne zgodbe ljudi, ki so izgubili zdravje zaradi okoljske grožnje, ki še vedno ni videti konca? Ja, težko vam bi odgovorila na to. Spremljati tako populacijo ljudi je sigurno kot zdravnica težje, kot pa če bi bila ambulanta, ki bi bila manj obremenjena. Poleg tega pa boli tudi to, da nekaterim ni mar za to, da jim ni mar, da tukaj ljudje še vedno obolevajo in da so vplivi nekaterih lobijev tako močni, da se to dopušča. Kaj mislite, kaj ocenjujete, da zdravniki sploh še lahko storite za dobro svojih pacientov, pa tudi slovenskega prebivalstva nasploh? No, sigurno zdravniki lahko največ naredimo kot zdravniki, da diagnosticiramo te bolezni in da jih poskusimo zdraviti.
in da jih zdravimo. Gotovo pa nas kodeks zdravniške etike zavezuje tudi k temu, da na vplive okolja, negativne vplive na zdravje ljudi opozarjamo družbo in predvsem opozarjamo tiste, ki so za to odgovorni in ki sprejemajo ustrezno zakonodajo, da bi lahko živeli boljše in da bi bil ta svet malo boljši.